Berilo iz knjige Razodetja. Jaz, Janez, sem videl angela, prihajajočega z neba, ki je imel ključ k breznu in veliko verigo v svoji roki. In premagal je zmaja, staro kačo, ki je hudič in satan, ter ga je zvezal za 1000 let. In vrgel ga je v brezno, ki ga je zaklenil in zapečatil nad njim, da bi več ne zapeljeval narodov, dokler se ne dopolni 1000 let. Potem mora biti odvezan za malo časa. In videl sem prestole, nanje so sedli in dana jim je bila sodba, in duše obglavljenih zaradi Jezusovega pričevanja in zaradi Božje besede, in tiste, ki niso molili zveri in njene podobe, in niso sprejeli znamenja na svoje čelo in roko. In oživeli so, ter kraljevali s Kristusom 1000 let. In videl sem velik bel prestol in njega, ki je sedel na njem. Izpred njegovega obličja sta izginila zemlja in nebo, in zanju ni bilo več mesta. Videl sem umrle, velike in majhne, ki so stali pred prestolom. Odprle so se knjige. Še druga knjiga se je odprla, knjiga življenja. Sojeni so bili rajni po tem, kar je zapisano v knjigah po svojih delih. In dalo je morje mrtve, ki so bili v njem. In smrt in podzemlje sta dala mrtve, ki so bili v njima, in bili so sojeni vsak po svojih delih. In smrt in podzemlje sta bila vržena v ognjeno jezero. To je druga smrt, ognjeno jezero. In če koga niso našli zapisanega v knjigi življenja, je bil vržen v ognjeno jezero. In videl sem novo nebo in novo zemljo. Zakaj prvo nebo in prva zemlja sta prešla in morja ni več. In videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, priti z neba od Boga, pripravljena kakor nevesta, ozaljšana za svojega ženina. To je Božja beseda. Bogu hvala. Prebivališče Boga med ljudmi. Prebivališče Boga med ljudmi. Moja duša koprni, medleč koprni po Gospodovih dvorih, moje srce in moje telo vriskata k živemu Bogu. Prebivališče Boga med ljudmi. Celo vrabec si najde dom in lastovka gnezdo za svoje mladiče, pri tvojih oltarjih, Gospod, moj kralj in moj Bog. Prebivališče Boga med ljudmi. Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, vedno te hvalijo, Gospod. Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, hodi na moči vedno krepkejši. Prebivališče Boga med ljudmi. Boljši je v tvojih dvorih en dan kot 1000 drugih. Rajši stojim na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi prebival v šotorih grešnikov. Prebivališče Boga med ljudmi. Aleluja, aleluja, aleluja. Čujte in molite v vsakem času, da boste vredni stopiti pred Sina človekovega. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko: Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa. Kadar začne že odganjati, veste, da je blizu poletje. Toda tudi vi, kadar boste videli, da se to godi, vedite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično povem vam, ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa ne bodo prešle. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Razmišljanje, ki je pripravljeno za današnji dan v tednu Karitas, ima naslov Slišim te, skupaj rasteva, pa prisluhnimo. Ko ljudje poslušamo en drugega in se drug drugega trudimo tudi slišati, se v odnosu sooblikujemo in pridemo do skupnega jezika. Tu odnos vzcveti, začnemo rasti, življenje da sadove in doživimo mnogo lepega in dobrega. Če drugega ne slišimo, te rasti ni. V odnosu se torej rojeva čustveno in duhovno bogastvo šele, ko se preko obojestransko odprte zaupne komunikacije na poseben način približamo drug drugemu. Pri tem ne gre le za to, da slišimo, kaj drugi dela in kako živi, ampak gre za rast značajev in osebnosti dveh posameznikov, ki sta se drug drugemu odprla. Vsak odnos je svoj svet. Obstajajo različno intenzivni in globoki odnosi, nekateri zelo plitvi, v katerih nas ne veže veliko skupnega in v katere ne vlagamo veliko energije. Obstajajo pa celo negativni odnosi, ki nam jemljejo vso voljo in energijo. A tudi ti nam lahko pomagajo krasti, če le dopustimo. Ljudje lahko v medsebojnih odnosih odkrijemo neizmerno bogastvo življenja. V evangeliju Jezus govori o rasti kot o procesu. Vse ima svoj čas in svoj prostor za rast. Smokvino drevo ima pri rasti svoje zakonitosti. To lahko prenesemo na naše odnose. Vsak odnos je dinamičen in raste. To pa zahteva čas za razvoj in potrpljenje. Pogosto na zunaj hitrega napredka ne opazimo, kar pa ne pomeni, da rasti in razvoja ni. Rast je vedno nekoliko skrivnostna, včasih tudi nekoliko zastane, a če jo dopustimo, daje sad. Največja moč služenja v Karitas je ustvarjanje odnosa. Izročiti nekomu dar v obliki denarja ali hrane je gotovo dejanje pomoči, a je relativno lahko. Večji in težji pa je dar ljubezni, ki je poslušanje in sprejemanje osebe, ki jo je Bog v tistem hipu postavil pred nas. To je prvo in najpomembnejše delo Karitas, njeno bistvo, na katerega ne smemo pozabiti.